Prijeten pozdrav. Tik pred zaključkom leta v studiu pozdravljamo župane, županjo in župane. Kaj bodo povedali, sledite našim oddajam. Danes z nami torej Jasna Gabrič, županja občine Trbovelj. Volitve so mimo, v drug mandat. Kaj je bila prva stvar, ki ste jo storili po volitvah? Najprej lep pozdrav vsem vam, vašim gledalcem, gledalkam, bralcem, bralkam. Kaj je bila prva stvar, ki sem naredila po volitvah? Pa čist navaden delovni dan je sledil. Pričakovala sem v prvih tednih, da bo mogoče pa zdaj kaj drug mandat, kaj drugače, ja, ne? Pa ni bilo. Je celo bilo več stvari se je zgrnilo, kot je bilo prej, tako sem rekla, očitno ne bo nič s počivanjem. Tako da mi smo že povsem v pripravah proračuna, v pripravah sej, sestavi komisij in tako naprej. Se strinjate, da župan potrebuje vsaj 2 mandata, da lahko bistvene stvari spremeni? Ja, zagotovo za projekte, ki so, bom rekla, nekako bolj vizionarski ali pa bolj strateški. Tukaj predvsem, če govorimo o projektih, kjer je potrebno ogromno nekih soglasij, odprodaj, torej da mi pokupimo kaj veliko stvari, ker se veste, hitro jih lahko prodate, dobiti nazaj oziroma kupiti jih od ljudi pa lahko traja leta in leta, da lahko potem sploh kaj delaš, ne. Ja, po moje, ja, 2 mandata, ampak zame je to velik izziv in odgovornost, ker se mi zdi, da smo se že v prvem mandatu imeli kar veliko takih pomembnih projektov, konec koncev celotno mestno vpadnico smo prenovili v prvem mandatu, zdaj nas čaka pa že mestno jedro, tako da jaz upam, da bomo presegli še tisto, kar smo delali v prvem mandatu. Dobro, pa če nadaljujeva kar neke konkretne stvari, recimo v programu ste zapisali podjetniški inkubator, odkupili ste že zemljišče pri Devesoftu, ali gre za drugi katapult oziroma za katapult v javni lasti? Odkupili smo stavbo, bivše Papaje. Zdaj, ta projekt absolutno bomo delali skupaj v sodelovanju s podjetjem Devesoft in smo veseli in hvaležni, da so pripravljeni tudi svoj čas in znanje vlagati, bom rekla, v neke širše javne dobre družbeno odgovorne zgodbe. Konec koncev tudi katapult je takšna zgodba. Stvar je v tem, da je tudi katapult jim postal že pretesen, je že povsem poln in za razvijanje 4.0 tehnologij smo nekako skupaj z njimi prišli do te ideje in si želimo, da bo tudi država to prepoznala kot dobro zgodbo in da bo to zdaj umeščeno v projekte dogovora za razvoj regij, kjer bi naj bila tudi na voljo evropska sredstva in na tej podlagi si mi želimo ta projekt tudi izvesti. Pa vedno vroča tema tunel Prebold, tudi pred volitvami smo zelo veliko o tem govorili. Kdaj je realno, da se začnejo delati, da se prime prva lopata, prvi kamen odmakne? Ja, ljudje težko razumejo, recimo, če dam za primer krožišče Sušnik, leta 2015 smo ga začeli projektirati, skoraj da 2 leti je trajalo, da smo uredili vse zemljiške stvari, da je bil projekt takšen, kot mora biti, skoraj 2 leti. Pa si predstavljate, gre za odsek dolg 300 metrov in pa že po znani trasi, ampak v Preboldu se govori že desetletja pravzaprav. Ja, nekaj je govoriti, za šankom, pa debatirati, kako bi bilo fajn, če bi bilo. Nekaj je pa potem dejansko začeti kaj delati na tem. Mi nimamo nobenih papirjev na občini, nobenih konkretnih projektne dokumentacije, tako da ljudi morajo razumeti. Zdaj smo naredili velike korake, ki jih oni ne vidijo. Veliko je bilo nekih dogovorov, tudi dogovor dosežen med 3 občinami Prebold, Hrastnik in Trbovlje, za kar smo veseli, da je tukaj torej veliko politična podpora, tudi na državi je bilo treba pridobiti. Zdaj smo pa tukaj, da je izbran, tik pred tem, da je izbran koordinator. Začela so v pripravo projektne dokumentacije. Morate vedeti, da govorimo o trasi, ki sploh ne obstaja, kar pomeni, da bo treba tukaj veliko nekih raziskav, geološko preveriti, kje bi sploh lahko potekalo. Tako da je danes težko govoriti, kje bi šel ta predor. To bo zdaj znano v fazi projektiranja, v fazi priprave dokumentacije. Kdaj vidite, da bi dejansko lahko se začela izvedba? Če bomo res pridni, če sem prej rekla 2 leti za projektiranje in urejanje vseh zemljiških stvari pri Sušniku krožišču, potem veste, da neka trasa, kjer je samo predor dolg približno ocenjena 2 km in še neke vrste obvoznica, da je bistveno težje in da bomo velik uspeh dosegli, če bi to naredili v 6-7 letih.
Torej prej kot v desetletju, recimo, si želite? Bo pa to seveda odvisno, jaz ne vem, kaj se skriva pod hribom. Lahko, da bomo odkrili kaj, kar zdaj ne vemo, pa nam bo lahko zelo zakompliciralo, lahko se bo pa morda izkazalo, da je tam zelo super teren in ne bo nobenih težav. Ne vemo, a ne? Zgodba s podaljševanjem zapiranja rudnika se je še malce podaljšala, vsaj kar se tiče določenih zapiralnih del in pa monitoringa. Katere nepremičnine bi si želela občina Trbovlje od rudnika v brezplačen prenos oziroma verjetno od države, če bo rudnik šel v likvidacijo? Ja, mi smo ta seznam že poslali na državo, ga imamo. Lahko ga še sicer, če bi kdo rekel, da je prevelik. Nekaj poveva 3-4 stvari, recimo. Definitivno je to področje Lakonce, ki bi bilo namenjeno pač novim industrijskim dejavnostim, coni. Potem imamo eno območje, kjer mi vidimo, da bi ga lahko uredili za mogoče kakšno gradnjo kakšnega naselja oziroma hiš. Potem so pa tukaj še manjše stvari, veliko, ogromno je pa cest, ki bojo pač mogle biti slej ko prej prenesene na občino, pa tudi kategorizirane, ki zdaj pač niso. Kaj se dogaja na območju pri pošti nad Rondojem? Lahko povem, da je bil v teh dneh objavljen razpis za izvajalca. Zdaj bojo stekli vsi postopki, čakamo potem na prijave, odpiranje pritožbe in tako dalje. Če bo vse po sreči, bi nekje aprila pa lahko začeli z deli. Torej že v naslednjem letu tudi zaključeno verjetno? Ja, absolutno. Kaj pa tržnica? Tržnica je tudi en velik projekt. Verjetno boste kandidirali za kakšno sofinanciranje? Problem pri tržnici je ta, da do leta 2014 so bili projekti. Vem, da razvojne agencije v Posavju so takrat povezale občine, mislim, da celo od Krškega pa vse do Radeč, ki so takrat v sklopu LAS-a in teh razvojnih programov šle v prenovo tržnice. To je takrat bilo mogoče. Res, da so tudi to občine, ki so bolj podeželsko smatrane, bolj kot mi, kot urbano središče, vendar v tem trenutku sredstev za prenovo tržnic ni, ne da bi jaz vedela, ali pa naša ekipa. Torej boste s projekti nekako čakali na čas, ko bo možno dobiti neka sofinancerska sredstva? Ja, absolutno. Veste, mi vedno, dajmo nekaj še tudi razumeti, no. Mi imamo, ne vem, zdaj sem zmislila, 800 000 evrov na voljo. Mi bomo te 800 000 evrov razdelili med, ne vem, 5 projektov in vsakem dali 150 000 evrov, zato da bomo pri vsakem dobili noter vsaj, ne vem, 100 jurjev, recimo. V take projekte bomo mi zdaj ta majhen kupček, ki ga imamo, razdelili. In če tržnice trenutno ni zraven, kjer bi dobili kakšna sofinancerska sredstva, imajo seveda prednost projekti, ki pa imajo možnost še drugega vira financiranja. Tako pač mi postavljamo prioritete in meni se zdi to edino pravilno, se na takšen način lahko 1 evro oplemenitiš in dobiš ven 4 evre, a ne? Pa še ena takšna zgodba, projekt novega vrtca, starše in otroke zanima, kje, kdaj, kako? To je seveda, spet smo tam. Projekt novega vrtca je takšen, da bomo mi zdaj v tem letu 2019 nekaj denarja namenili za prvo odkupe na lokaciji, kjer bi želeli mi to graditi. Torej, to je kje? Ne rada to javno poudarjam, zaradi tega, ker je veliko, bom rekla, ali pa rečemo tem lubadarjev, kakorkoli, ali pa plenilcev jih jaz imenujem, ki prežijo zdaj sploh v stečajnih masah in tako naprej na določene dele zemljišč, ki jih potem bi prekupčevali naprej za velike pare, a ne, če lahko tako rečem. Zato se jaz izogibam konkretnim lokacijam, delamo na tem, želimo to odkupiti, plan je v letu 2019, potem pa sledi 2020, najbrž projektiranje in seveda dogovarjanje, ki bi še, torej, da bi tudi država kaj prispevala v te namene. Pa bo šlo zgolj za vrtec ali še kakšno stvar poleg vrtca v sklopu objekta? Ne, mi bi želeli 2 enoti združiti v eno, torej in narediti pač na enem mestu, pač po vseh predpisih in po vseh, bom rekla, stvareh, pač normativih, ki obstajajo. Me pa že zdaj skrbi, to pa lahko povem, ker ti že pri sestavljanju proračuna za 2019
smo že dobili z naših javnih zavodov take podatke o zvišanju plač, da bo očitno bore malo ostalo denarja za kakšne prenove cest ali pa kakršnekoli nove gradnje. Kljub večji povprečnini. Ja, samo z nove, veljte, povprečnino so nam zvišali, ne vem, za 300 tisoč evrov, samo z vrtca sem dobila podatek, da rabijo še 117 tisoč evrov dodatnega denarja. Potem pa še vsi ostali javni zavodi, smo skoraj že na 300 tisoč evrih, za ene 50 tisoč evrov se nam spet povečuje postavka za oskrbe v domih upokojencev, potem imamo še v splošnih domovih isto situacijo. Skratka, mislim, da bomo šli še preko tega denarja, ki ga nam je država zdaj namenila preko malce zvišane povprečnine, kar pomeni, da smo še vedno v velikem ZOS-u. Tako. Občina naj bi iskala tudi partnerja za stanovanjsko gradnjo. Kje, kakšni so načrti oziroma kako daleč so projekti, načrti in iskanje tega partnerja? Verjetno za javno-zasebno partnerstvo? Mi bomo zdaj začeli na drugi strani. Če hočeš začeti javno-zasebno partnerstvo iskati ali kakorkoli, moraš imeti najprej zrisan ali pa vsaj nek osnutek, ne vem, kaj si sploh predstavljamo in kaj je možno graditi tam. Da bi pa mi imeli osnutek zgrajen, ker smo ga že začeli pripravljati in kaj je možno graditi, smo pa ugotovili, da po današnjih predpisih, ki veljajo, so stanovanja, ki bi jih mogli mi zrisati in v, ne vem, letu 2020 zgraditi, izredno nehumane narave. To pomeni, da, ne vem, tričlanska družina bo imela samo eno spalnico, otrok bi pa spal v dnevni sobi. Meni se to zdi, glede na to, da živimo v 21. stoletju, zelo slabi normativi in smo se takoj lotili, da se bomo zdaj, se želim povezati čez eno občino, ki ima ogromno tudi stanovanj, da bomo prevetrili, pogledali, kakšni so naši predlogi. Jaz sem tudi to ministru že omenila in da potem gremo direktno do ministra, kajti pripravljajo so tudi spremembe pri teh normativih. Želim si, da bi v drugem letu država kaj naredila na teh normativih, jih spremenila, da bi lahko potem tudi mi sprojektirali na nove normative, ne pa da si omejen na način, torej da moraš rinati, ne vem, 4-člansko družino v stanovanje, kjer se gnete, kjer bi po mojih pojmih bila primerna za recimo 3-člansko. In ker ko enkrat gradiš za naslednjih 70 let, se mi zdi skrajno neumno, da bi zdaj mi gradili po tako majhna stanovanja s takšnimi pravili, ki so res precej neživljenjski. Še dve zelo zanimivi stvari se obetata v Trbovljah, pa začniva s Kurja vasjo. Hotel, ki bi ohranjal do neke mere dediščino, po drugi strani pa ponudil neke nadstandardne sobe, mogoče malo bolj zahtevnim gostom. Ja, 2 apartmaja sta planirana. Tukaj smo se mi povezali z eno arhitektno družbo, pa ne zdaj reči, mi veliko stvari damo domačim arhitektom, ampak ker gre tukaj za res tako specifično stvar, je tudi nam zelo velik izziv, smo si dejali, da bi pa radi poskusili enkrat sodelovati še s kjerim drugim. Tako smo se povezali z ekipo arhitektov, ki je prenavljala, mislim, da Bernardin Palace Portorož hotele in pa recimo Narodno galerijo v Ljubljani in tako naprej. Tako da smo se z njimi povezali, da bi iskali neke zgodbe in res poskušali narediti neko unikatno stvar. Odvisno je zdaj od nekih razpisov, mi jih trenutno malo preverjamo in gledamo. Pa so ti projekti že narejeni za... Arhitekti zdaj se zaključuje oziroma stvar se zaključuje, mi pa hkrati že iščemo možnosti sofinanciranja kakšnih od razpisov, tako da je tudi od tega odvisno. Ali bojo na voljo ali ne bojo, ravno v teh dneh smo dobili informacijo še v enem razpisu, zdaj trenutno preverjamo, če bi ta naša zgodba pasala v tiste alineje, ki so si jih v tem razpisu zamislili. Potem pa še ena Escape Mine. Gre za nekakšen pobeg iz rudnika v Delavskem domu Trbovlje, pa bi mogoče več o tem, oziroma kdaj se obeta, en del se že pripravlja, če se ne motim. Ja, gre za sklopu tega projekta, kjer smo dobili evropska sredstva Interreg Slovenija-Hrvaška. En del projekta se zdaj že začel izvajati, odprtje bienala industrijske dediščine bo v tem mesecu v Delavskem domu Trbovlje, ker nekaj je bilo že tudi drugih aktivnosti. No, ena izmed teh je pa taka, ki ste jo omenili, torej Escape Mine. Ta projekt bi pa naj šel v izvedbo v prihodnjem letu. Dobro, pa greva na bolj simpatične teme, bom temu rekla. Tudi ta je bila. In sicer, ker je to prvi intervju saj z nami v novem mandatu, kakšen je dan županje? Zjutraj vstane in kaj potem? Ja, kaj potem? Ja, potem se treba pa hitro urediti pa v pisarno ali pa kam na pot. Recimo včeraj sem bila večji del dneva v Slovenski Bistrici, smo imeli sestanek vzhodne kohezijske regije, potem se vrneš v pisarno. To je to, odvisno, če so potem še kakšne prireditve ali jih ni.
Se pa trudim zdaj, to pa iskreno povem, da se trudim iskati malo več časa zase, pa za svoje zasebno življenje, tako da poskušam zdaj biti uspešna tudi na tem področju. Ali županja dela od 7 do 3 ali urnika sploh ni, oziroma kakšen je tudi, mi smo imeli kar precej težave, naši gledalci ne vidijo, da je zelo, zelo zgodnja ura, ki smo se danes dobili, ker to je bil edini termin, ki smo se lahko srečali. Ja, december je zelo pester in zelo poln raznih aktivnosti, to priznam, tako da mi zdaj smo se dobili kar, se lahko poveva, ne, pred 7 uro zjutraj, tako da hvala tudi vam za razumevanje. Ja, december je pač takšen, veliko je sprejemov, veliko je nekih zgodb in po moje boljš pred 7, koliko pa ob 7 zvečer. Je človek bolj spočit. To smo že vsi utrujeni, ne? Ja, ne, tako da to je to. No in seveda se ti, no niti začela zdaj, ampak pa se ti pa zdi za malo, ker se ti zdi, da je funkcija župana zelo podcenjena in necenjena v tej državi. Pa ne, da bo zdaj rekla, se vam gre samo za denar, če se ljudem ne bi šlo za denar, potem ne bi imeli protestov, pa štrajkov, pa ne vem kaj še vse. Tako da zdaj, odkar sem jaz recimo v tej službi 5 let, 6 recimo še, če dam zraven podžupanovanje, je cel kup nekih napredovanj bilo, zvišanje plač, nov funkcionar in tako naprej, pa bolj ali manj ostajamo na istem. Tako da zdaj se že dogaja to, da direktorji določenih javnih zavodov so že v istem rangu kot župan ali pa celo svojimi dodatki presegajo župana. Tako da iz tega vidika pa res ta funkcija postaja, tako bom rekla, zdaj smo že šli na finančne zadeve. Zato, ker to je tisto, o čemer se zdaj v teh dneh zelo pogovarjamo in o čemer imamo kar velike težave tudi z našim proračunom. Zdaj pa, če se vrneva več časa zase, kaj pa počne županja v prostem času, oziroma kaj je tisto, kar počne zase? Vsega zdaj ne povem. No, pa tisto, kar je javno. Ja, je pač tako, jaz mislim, kot vsak drug človek. Dost namenjam tudi kakih športnim aktivnostim, zelo rada se kdaj podam na kakve naše hribe, potem si vzamem čas za vse tiste ljudi, za katere ponovadi nimam časa med tednom. Tako, evo, recimo naj bo to tisto, kar lahko javno pove. Dobro. Pa december, poln prireditev, kot sva že omenili. Kaj bo letos v Trbovljah najbolj spektakularnega, najbolj zanimivega? Vemo, da prihaja Dedek Mraz. Nekaj ste že oddelali. Ja, Pravljična dežela je že mimo. Jaz mislim, da je bila prav zanimiva in prav lušna prireditev. Sledi tudi sprava Dedka Mraza, potem novoletni koncert Delavske godbe Trbovlje. Zdaj prav na prostem pač silvestrovanje in tako nimamo, da bi jo mi organizirali. Slišim pa, da pri naših gostincih, tisti, ki bo imeli lokale odprte, da so že brez velike reklame povsem zasedeni in imajo polne kapacitete. Za taka velika silvestrovanja, kot je bilo v Delavskem domu, pa je bilo pač premalo prijav in vsako leto kar precejšnja izguba, zato se je pač takrat ekipa Delavskega doma odločila, da tega več ne bo prirejala. Torej, zaključek leta bi še sporočila kaj našim bralcem, vašim občanom? Ja, predvsem to, da bodimo sami sebi zvesti, naj bojo dnevi čim manj stresni, to se celo zdaj rima. Veliko res takih, predvsem lepih trenutkov, no, in da bo leto 2019 umirjeno, polno nekega veselja, predvsem dobrih zgodb, tiste slabe pa, da čim prej odmislimo in pozabimo. Hvala lepa. Tudi vam vse lepo lepo novem. In najlepša hvala tudi našim gledalcem, ki ste nas spremljali. Zagotovo bomo gospo Gabričevo še povabili v naš studio.